Kakšne so pa recimo pozitivne strani tega poklica? Kaj lahko otroci, ki to končajo, kaj lahko tega pričakujejo? Če imajo tiste lastnosti, ki jih mi smatramo kot lastnosti pridnega delavca, pridnega zaposlenega, mislim, da lahko zelo veliko dosežejo v življenju. Tukaj je potrebno seveda, da malce razmišljajo, da so malce širši, da niti pridejo v službo, naredijo svoje stvari, ki se jih izdela, jih seveda potrebujemo v življenju, potrebujemo inovacije, potrebujemo ustvarjalne ljudi, tako da mislim, da lahko imajo zelo lepo prihodnost. Koliko imate pa vi v podjetju recimo tako še ročnega dela, koliko je pa na teh napravah? Ja, ročnega dela je vedno manj, tudi tisto ročno delo, ki je vedno bolj modernizirano, potrebno je uporabljati določene pripomočke, kjer dobi samo digitalni podatek, to se pravi, da je potrebno gledati na ekran. Na ekranu se tudi gleda, kako se montira orodje. Orodje ima danes več sestavin, ne samo komponente iz strojništva, tudi iz hidravlike, pneumatike, elektronike, senzorike, računalništva. In sestava teh komponent skupaj bolj teži k temu, da je to, bi rekel, mehatronik, kot pa čisti orodjar. Zato smo tudi ta poklic nekako dopolnili in pri nas v naši sistematizaciji imamo orodjar mehatronik. Ta element, pa še eno nazaj, je pa samo prav. Pa vse iz tega ne želim, oziroma ne delamo, potem težave. To mi v tem, recimo, čisto v našem ki so tam sledek, 20. Dvakrat temperaturo ne, gre ta zadeva. Zdaj pa prosim spet, malo berete, res čuditi, ker moramo poraviti. Zdaj eno pa delno. Zdaj pa izdelali eno od šalovskih figur našega kmeta. Koliko pa naj so teh oddajo? Yes. 2500 oddajo. Kaj bi rekli, kakšne mora biti zdaj kvalitete delavcev? Verjetno so se spremenile, a ne? Jaz mislim, da profil tega poklica je že danes tako v osnovi, ker je pač razvoj človeka dosti hitrejši, bolj modern pristop te računalniške tehnologije na višji ravni. In tudi, bi rekel, zahteve pri teh strojih, ki so velike vrednosti, tudi do 2 milijona evrov, za to sodobno računalniško opremo, potrebujejo profil poklica, ki je dosti na visoki ravni in ki ima dosti tega splošnega izobraževanja iz ostalih, bi rekel, teh učnih vsebin, kot je računalništvo, logistika, tuji jeziki in tako naprej. Medtem ko čisto iz tistega samega strojništva pa danes ni potrebno toliko znanj, kot jih je bilo potrebno časa. A pa je glede na to potem delo tudi primerno za ženske, recimo? Ja, dejansko je to delo danes izredno primerno za ženske. Jaz mislim, da to je dvoizmensko delo, ponekod je tudi enoizmensko delo, ni fizično, ja, točno ni fizično naporno, je samo gre za te spretnosti, bi rekel, bolj računalništva, drugače pa zelo, zelo primerno za ženske. Tule na tej mizi imamo par preprostih, didaktičnih, šolskih orodij, ki so jih izdelali dijaki na naši šoli. Čist preprost primer. Poglejmo v hiše tele ure. Saj res ni nič kaj posebnega, toda vendarle je tu en kompliciran logotip, relativno komplicirana oblika. Orodje je veliko, masivno, ampak v 2 potezah je orodje izdelano iz preprostega, ploščatega, nerjavečega jekla, iz česar je izdelano to hiše. Ali drug primer, ta primer, ki ga vidimo na tej mizi, to je promocijski izdelek naše šole in šolskega centra. To je to orodje, s katerim lahko to izdelamo. Torej, orodjarji niso več tisto, kar so bili v preteklih letih, ampak so orodja vedno bolj kompleksna, z zelo veliko dodano vrednostjo. Posebej v zadnjih letih se pojavljajo tudi tako imenovana pametna orodja, ki imajo vgrajeno veliko število mehatronskih komponent
ki sami znajo uravnavati delovanje tega kompleksnega orodja. A vidva kaj veste, kakšno je zanimanje za poklic oblikovalec konj oziroma orodjar? Ja, vem, da je zelo veliko povpraševanje za ta poklic. Imate tudi kaj znancev oziroma prijateljev, ki so že v tem? Ja. Kaj pa je vaju pritegnilo pri tem? Delo z različnimi orodji in različne oblikovanja. Mene pa to, da lahko ustvarja sam. Da si lahko ustvarjalen. Ja. Super. Svobodni umetniki. Tako, ja. Pol vidite verjetno kakšno prihodnost v tem, da imate možnost se s tem poklicem pol razvijati. Veliko. Kaj pa bi rada počela pol po šoli? Če bi bilo po sreči, bi odprl podjetje. Bi nekaj na svoje. Ja. Super. Kaj bi pa recimo svetovali tem mladim, ki se odločajo za ta poklic, oziroma tistim, ki že se izučujejo za ta poklic? Tisti, ki se že izučujejo, bi jaz rekla, da so se prav odločili, da morajo biti samo samozavestni, iznajdljivi. Pri iskanju poklica vemo, da je vedno bolj pomembna tudi iznajdljivost, da grejo do podjetnikov, ki to potrebujejo, ker včasih je ta komunikacija med podjetniki in med iskalci zaposlitve mogoče malce slabša. Eni ne vejo, da iščejo druge, da se medsebojno iščejo. Tukaj je mogoče malce večji problem, tako da se pogovarjati, dobiti neke izkušnje že tudi v času šolanja. To je ena zadeva, ki je zagotovo zagotovilo za službo. Delati med časom, ko se izobražuješ, ko se šolaš, delati med počitnicami, med vikendi, vzpostaviti tiste stike s podjetji, s podjetniki in potem mislim, da ne bi smel biti problem.